Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Moje ime je Mateja Sedmar, prihajam iz znanstveno-raziskovalnega središča v Kopru. Nocoj sem tukaj z vami zato, da vam predstavim rezultate projekta, katerega vodja sem bila zadnja 3 leta in pol. Projekt ima naslov Otroci priseljenci in priseljenske skupnosti v spreminjajoči se Evropi, v angleščini pa Migrant Children and Communities in a Transforming Europe. Zakaj gre? Gre za evropski projekt, ki ga financira tudi Evropska komisija v okviru programa Horizont 2020, trajal je od leta 2019 do 2022 in kot že naslov nekako nakazuje, se ukvarja z vprašanjem vključevanja otrok priseljencev v evropske države. Projektna skupina, če se na kratko prav takih osnovnih informacij, preden preidemo na rezultate. Šlo je za dokaj obsežen konzorcij 15 akademskih ustanov, raziskovalnih institucij, univerz in pa nevladnih organizacij iz 12 evropskih držav in pa kar 70 oziroma več kot 70 raziskovalcev iz Združenega kraljestva, Francije, Slovenije, Danske, Španije, Cipra, Francije, Avstrije in tako naprej. Tako da tudi rezultate, ki jih bom predstavljala, so pravzaprav rezultati, bi rekla, ki odražajo stanje v različnih državah, ki so različne ne zgolj po naravi priseljencev, ki prihajajo, v njihovi strukturi, izvorni državi in tako dalje, ampak so tudi zelo različni sistemi, ki naslavljajo vključevanje otrok priseljencev. Kaj je bil cilj projekta? Tak krovni cilj je bil spodbujati vključevanje različnih skupin otrok v družbo prihoda. Kaj imamo v mislih s tem različnih skupin priseljenih otrok? Tukaj mislimo tako tiste, ki so prišli s starši, ki so ekonomski migranti, do mladoletnih migrantov brez spremstva, iskalcev za azil, beguncev in tako naprej. Poudarek pa je bil na tem, da smo skozi celoten projekt sledili ideji otrokosrediščnega pristopa, ki smo ga potem probali aplicirati tako v metodologiji, tako pri pripravi rezultatov, tako pri pripravi politik za področje izobraževanja, vključevanja in tako naprej. Kaj pomeni otrokosrediščni pristop? Otrokosrediščni pristop, kot ga mi razumemo, šlo bolj s tako sociološko interpretacijo, gre za pristop, ki upošteva otroke v smislu, da upoštevamo njihov glas, da upoštevamo njihovo perspektivo, da so otroci slišani in upoštevani. Zanima nas predvsem njihova perspektiva, kako oni dojemajo vključevanje oziroma integracijo, kaj je za njih v tem procesu pomembno, kako oni sami dojemajo svojo blaginjo in tako naprej. Zato, ker se ta, bi rekla, to videnje otrok, to dojemanje otrok lahko občasno razlikuje od tega, kar mi kot odrasli, kot učitelji, kot politiki, kot raziskovalci razumemo te zadeve. Zakaj ta otrokosrediščni pristop, ki nas je spremljal skozi celoten projekt? Zato, ker smo nekako stali za stališče, da so lahko integracijske politike uspešne zgolj in samo, če so skladne z izkušnjami in pa pogledi otrok priseljencev. V našem projektu smo naslavljali vse otroke. To pomeni ne zgolj otroke priseljence, ampak lokalne otroke in otroke priseljence. Otroci priseljenci pa imamo seveda mladoletni migranti brez spremstva, begunce, prosilce za azil, ekonomske in tako naprej, tudi koncev narekovali priseljenci druge in tretje generacije in tako dalje. Kajti zavzemamo stališča, integracija proces, ki vključuje vse otroke in da pri tem procesu naslavljanja uspešnega vključevanja otrok priseljencev ne smemo, bi rekla, biti fokusirani zgolj na njih, ampak na celoten razred in z velikim poudarkom tudi na lokalne otroke. Raziskava, rezultate raziskav, ki jih bom danes predstavila, so raziskave, ki smo jih naredili v šolskem okolju, v osnovnih in srednjih šolah, so ti sistemi različnih državah, smo vključevali nekako otroke od 10. leta do 18. leta. Ne bom pa predstavljala rezultatov raziskav, ki smo jih izvajali v begunskih centrih, azilnih domovih, kampih, neformalnih nastanitvah v Kalaju, v Grčiji, v Turčiji in tako naprej. Raziskave po šolah so se izvajali v 10 različnih državah, kot vidimo. Pri tem smo pa uporabili različne metodološke pristope, od opazovanja z udeležbo do zbiranja avtobiografskih zgodb, uporabe intervjujev, klasičnih intervjujev,
anketiranja, do umetnosti na temelječih pristopov in tako naprej. Naš vzorec je vključeval več kot 6000 otrok, več kot 500 pedagoških delavcev in izvajal se na več kot 50 šolah. Jaz ne bi večjo metodologiji, ker se mi zdi, da je pač nekaj bolj zanimiv del ta, kaj so rezultati, kaj smo se naučili iz vse te zgodbe. Še enkrat poudarjam, kaj bom tukaj naprej govorila, kaj bom izpostavila, bodo predvsem rezultati, ki temeljijo na tej otrokosrediščni percepciji, torej kaj je tisto, kar sami otroci doživljajo kot pomembno in torej vidijo kot pomembno. Ker kaj pravzaprav je uspešna integracija? Razlika, ki smo mi zaznali v pogovorih s strokovnimi delavci, s predstavniki politik, s predstavniki tudi nevladnih organizacij, učiteljev in tako dalje, je, da so recimo odrasli v zelo veliki meri naslavljali naslednje: obvladovanje jezika, znanje, torej doseganje ustreznega znanja, danes je bilo kar dosti govora o tem, učni uspeh, torej ali imajo sami otroci dober ali pa slabši učni uspeh tudi primerjalno s svojimi vrstniki, ki so lokalni, napredovanje v višji razred, torej zniževanje oziroma preprečevanje tega drop-outa in tako naprej, zaposljivost, ali dosega dovoljšna znanja in ustrezna znanja, da bo zaposljivi. Medtem ko govorimo s samimi otroki, kaj je zanje uspešna integracija, uspešno vključevanje, seveda se zavedajo, tudi sami otroci niso naivni, zavedajo se, da je tudi jezik pomemben in uspeh in tako naprej, ampak v njihovih pripovedih so v mnogo večji meri prisotne naslednje stvari. Občutek pripadnosti, da sem sprejeta, da sem vključena, da imam prijatelje, da imam lokalne prijatelje, da je sprejeta moja družina in da je tudi moja etnična skupnost, oziroma kulturna skupnost sprejeta. Ker vemo, šolska okolja so načeloma sprejemajoča, učitelji so načeloma naklonjeni, sprejemajoči, se trudijo. Torej, sami otroci, kot bomo kasneje vidi, imajo zelo pozitivno, mnenje o učiteljih, o šolah in tako naprej, se pa ta zadeva spremeni, ko se z njimi pogovarjamo o tem, torej o njihovi družini, o njihovi etnični skupnosti in kako je pozicionirana v nekem lokalnem okolju. Sami otroci zelo pogosto zaznavajo nesprejemanje svoje družine in pa sploh zelo pogosto nesprejemanje neke njihove etnične skupnosti, kar zelo negativno vpliva na celoten proces vključevanja integracije. Kateri so tisti elementi, zelo na kratko, te trije, kaj pravzaprav vpliva na to uspešno vključevanje otrok priseljencev, osebne lastnosti, torej tukaj so zelo velike razlike, pretekle izkušnje, iz kje prihajajo, kakšna je bila njihova pot, nekatere poti so zelo gladke in enostavne, neko gre za ekonomsko migracijo ali pa neko odločitev staršev, nekatere poti so zelo, težke, dolgotrajne, lahko trajajo tudi par let, gre za postanke v različnih državah in pa zelo, različne, tudi izjemno negativne izkušnje. Na uspešnost integracije vključevanja vpliva družina, izkušnje s konkretnim učiteljem, konkretno šolo in konkretnimi sošolci. Nezanemarljiva je sistemska ureditev, kot je Stanka predhodno zelo lepo razložila celotno sistemsko ureditev, ki jo imamo v Republiki Sloveniji. Kaj je ključnega pomena? Ključnega pomena je, da imamo sistemsko urejene zadeve, ki so zavezujoče. Zato, ker če ne, so enostavno zadeve preveč prepuščene benevolentnosti, dobri volji in znanju posameznega učitelja, posamezne šole in so razlike posledično izjemne. Tudi v Sloveniji, če sem bolj konkretna, imamo šole, ki so izjemno dobre v tem celotnem naslavljanju problema ali vprašanja vključevanja otrok priseljencev in imamo šole, ki so zelo, nepoučene in ne naslavljajo tega problema ustrezno. Zato je tukaj velik poudarek na temu in to zelo vpliva na vprašanje uspešne integracije, izobraževanje in pa doizobraževanje učiteljev in vse, ki delajo z otroci priseljenci. Torej, nujna je uvedba kvalitetnega podajanja znanja, izobraževanja na ravni izobraževanja bodočih učiteljev in vzgojiteljev in pa tudi kasneje že samih, učiteljev, ki to delo opravljajo, neko redno, sistematično doizobraževanje, ki pa ne bi smelo temeljiti na prostovoljni bazi, kot je danes pač na največji meri prisotno, temveč na nekih obvezujočih, smernicah. Zakaj? Zadeve se spreminjajo rapidno, sami veste, živimo v globalnem svetu, živimo v Evropi, ki je vse bolj diversificirana. To, kar mi živimo kot slovensko stvarnost v slovenskih šolah, je, v primerjavi z drugimi državami, stvarnostmi v drugih šolah, še zelo velika kulturna jezikovna homogenost.
Čisto konkretno, prejšnji teden sem prišla iz Manchestra, kjer smo obiskali kar nekaj osnovnih šol in pa tudi namestitveni kamp, recimo za afganistanske družine. Zadeva zgleda tako, da je na šoli, recimo v Manchestru, 80% priseljencev, od tega, 7 Afganistancev, 5 Sirijcev, 6 Kitajcev, 3 Šrilanke, potem pa, en iz Bangladeša, en iz Konga, in učitelji morajo nekako, se soočiti s to raznovrstnostjo. V naših šolah še vedno prevladujejo otroci iz območja nekdanje Jugoslavije, kar pomeni soroden kulturni kapital, sorodna neka kulturna primerljivost, soroden jezik in tako dalje. In to je realnost, ki nas čaka. Torej, moramo se zavedati, da bomo imeli v bodoče še mnogo večje izzive, kot jih imamo danes. Torej, kaj je pomembno z vidika otrok mladih? Kaj so izpostavili v vseh teh, raziskavah? Kot rečeno, ne gre samo za slovenske šole, gre za 10 različnih držav v Evropi. Te stvari, ki jih bom pa izpostavila, so pa skupne vsem. Torej, bile so razlike, ampak enostavno, ne glede na različnost kulturnih okolij, držav, sistemov, so dejansko zadeve zelo, zelo podobne. Otroci izpostavljajo družino oziroma razširjeno družino kot najpomembnejši dejavnik njihove blaginje. Zakaj izpostavljam to blaginjo? Zato, ker se je izpostavila zelo tesna povezanost med blaginjo, to, kako se otroci počutijo in pa integracijo. Če se otroci počutijo dobro, je tudi njihova integracija avtomatično hitrejša, enostavnejša in uspešnejša. Družina je vir opore, družina je vir nasvetov, varnosti, pripadnosti, osnove identitete in tako naprej. Torej, če želimo izpeljati uspešno integracijo priseljenih otrok, moramo naslavljati s temi integracijskimi ukrepi celotno družino, ne pa samo otroka, in velik poudarek je na tem. Torej, pozitivno odnos do družine in priseljenske skupnosti je ključen za uspešno integracijo. Če ne bomo gojili, tega zavedanja, bodo vsi napori, ki ga vlagamo zgolj in samo za otroka, manj uspešni, včasih pa tudi neuspešni. Prijatelji. Sami priseljeni otroci vidijo prijatelje kot ključne za njihov proces uspešnega vključevanja. Torej, sošolci, vrstniška skupina, prijatelji. Skoraj da vsi, brez izjeme izpostavljajo, da so bili v začetnem, vstopu v razred, v šolo, v okolje, pod stresom, bili so v stiski, niso se počutili dobro, ampak čim so navezali neke vrste prijateljski stik, lahko zelo površen, so se takoj počutili bolje in vsa zadeva nekako potekala enostavneje. Zdaj, z vidika uspešnega vključevanja priseljenih otrok pa je izjemno pomembno, da imajo tudi lokalne prijatelje, lokalne otroke, torej ne zgolj druženje v nekih enklavah, v nekih segregiranih skupinah. Zato pa je zelo pomembno, da sami učitelji, tisti, ki delamo z otroci ali pa delajo z otroci, spodbujajo socializacijo oziroma druženje z lokalnimi otroci. To se da, v večji meri nasloviti, z nekimi šolskimi izleti, obšolskimi dejavnostmi, skupinsko delo, torej dodaten napor vložiti, da se priseljene otroke meša z lokalnimi otroci. Jezik. Tudi sami otroci, priseljenci vejo, da je jezik izjemno pomemben. Želijo se ga naučiti in to je hkrati zanje tudi ključen izziv. Vejo, da je znanje jezika ključno povezano z zmožnostjo sploh slediti pouku, dosegati neka znanja, osvajati znanja, sklepati prijateljstva in tako naprej. Zelo, zelo cenijo spodbudo in pomoč strani učiteljev, zelo cenijo spodbudo in pomoč strani učencev. Zelo pogosta je podpora, ki jo ti priseljeni otroci dobivajo s strani drugih priseljenih otrok istega jezikovnega ozadja, ki so prišli nekaj let prej v Slovenijo ali pa katerokoli drugo državo, oziroma so otroci druge in tretje generacije priseljencev. In ponovno, izjemno pomembno pri učenju, hitrejšem učenju in pa kvalitetnejšem, učinkovitejšem učenju slovenskega oziroma lokalnega jezika je spet druženje z lokalnimi otroci. In ponovno se mi zdi tukaj nek tak potencial, ki je dokaj neizkoriščen. Medvrstniški odnosi. Torej, sami otroci izpostavljajo medvrstniške odnose kot ključne, ampak tukaj gre za neko dvojnost. Po eni strani so medvrstniški odnosi vir varnosti, zadovoljstva, pripadnosti, blaginje in posledične integracije. Po drugi strani so pa lahko, če gre za neustrezne, torej medvrstniške odnose, med test nekako seveda uvrščam mobbing, konflikte, ksenofobijo, rasizem in tako dalje, so lahko ti medvrstniški odnosi izjemen vir stresa, stisk in pa seveda zaviralec integracije.
Torej, kljub na splošno pozitivnim izkušnjam, tudi v Sloveniji moram reči, so pač vseeno prisotni tudi določeni medkulturni spori in pa nestrpnosti. Zato je ključnega pomena, da učitelji, ravnatelji in celotne šolske skupnosti zastavijo neke strategije upravljanja oziroma uspešnega upravljanja z raznolikostjo. Ker če šole to prepuščajo, tako stihijsko, da zadeve potekajo sami po sebi, potem bo tudi težje vzpostavljati neko kvalitetno in dobro družbeno klimo in tudi te medvrstniški odnosi ne bodo tako dobri, kot bi lahko bili. Torej, idealno je, da stvari ne prepuščamo, nekemu svojemu toku in da grejo tako, kot grejo, da se jih ne prepušča dobri volji in pa senzibilnosti posameznih učiteljev in ravnateljev, ker nekateri so zelo senzibilni, lahko zaradi lastne izkušnje ali česarkoli afinitete in tako naprej, in vlaga nek dodaten napor v te zadeve, ne. Ni dobro, če se te stvari pušča, tako, da sproti teče, ampak dobro je, če se resnično na ravni šole naredi strategijo, ki se ji sledi in se dela na uspešnem upravljanju večkulturnosti. Otroci izpostavljajo torej šolsko okolje in osebje kot pomembno in nasplošno kot podporno. Sami vemo, šole so zasnovane tako, da naj bi bile vključujoče, podporne in tako naprej. In to se dejansko tudi kaže v stvarnosti. Kot rečeno, so pa velike razlike v Sloveniji, med šolami in tudi na ravni posameznih šol in te razlike bi bilo dobro odpraviti. Torej, potreba po trajnem in sistematičnem usposabljanju, doizobraževanju, tako vodstev za, upravljanje večkulturnosti, kot tudi posameznih učiteljev, kako delovati, na ravni posameznega razreda, ne. Pač lahko ustrezno naslovimo izzive medkulturnosti, vprašanja integracije, odpravljanja diskriminacij in tako naprej. Občutek lastne odgovornosti, ne, čeprav se nam morda kdaj ne zdi, otroci čutijo izjemno odgovornost do tega, da se integrirajo, ne. Mnogokrat zasledimo med učitelji izjave, da se nočejo integrirati, da nočejo govoriti slovenski jezik in tako dalje. Ko govorimo z njimi na štiri oči, oziroma ko se z njimi, delamo na dolgi rok, ustvarjamo, preživljamo z njimi nekaj časa, je pravzaprav, njihovo videnje svojega migracijskega poteka in vključevanja v šolsko okolje in pa v družbo prihoda dokaj jasno. Oni se želijo naučiti slovenskega jezika, želijo se naučiti slovenske kulture, ker vejo, da druge možnosti nimajo. Čutijo izjemno veliko osebno odgovornost v tem procesu, menijo, da je odgovornost na njih in njihovi družini. Zelo veliko odgovornost čutijo do svoje družine, ker imajo občutek, da so njihove družine žrtvovale zelo veliko s tem, ko so zapustile kraj, v katerem so živeli, okolje, sorodnike, prijatelje, družino, dom in tako naprej, zato da bo njim boljše. Tudi sami družine, sami starši mnogokrat v svojih pregovorih izpostavljajo, da so se za ta korak odločili tudi zaradi svojih otrok ali izključno zaradi svojih otrok. Pomembno je torej, da je integracija dvosmeren proces, v katerem sodelujejo vsi, torej lokalni in priseljeni otroci, lokalni in priseljeni starši, šola, lokalna skupnost in ne zgolj, torej ne vso težo in breme za uspešno vključenost naložiti zgolj na breme otroka. To je enostavno prevelika teža, ki je ne zmorijo in je ne bojo zmogli nikoli. Še ena dobra izkušnja, moram reči, recimo v nekaterih drugih lokalnih okoljih imajo prav na ravni občin zaposlene osebe, ki se ukvarjajo z vključevanjem priseljenih družin, ki tesno sodelujejo z nevladnimi organizacijami v okolju, z šolo in tako naprej. Tukaj Slovenija še malo zaostaja za temi dobrimi praksami, ker bi bilo res nujno, da se na ravni vsake občine določi osebo, ki se bo s tem ukvarjala, ker šole ne bodo zmogle vsega same, sploh če želimo, da zadeva poteka celovito in učinkovito, kot nekako poskušam tukaj nasloviti. Zdaj, dojemanje selitve in prihodnosti, to je zadnji nekako zaključek v tem okviru, kot nek pozitiven sklep. Sami otroci dojemajo selitev v novo okolje, če tudi kot stresno, veliko spremembo in tako naprej, kot pozitivno spremembo. V njihovem jeziku, ne takem računalniškem in seveda angleškem, govorijo o upgrade-u. Njihovo življenje je doživelo upgrade, torej nadgradnja, torej šli so na boljše, vidijo, da imajo v novem okolju, ali to Slovenija, ali to Anglija, ali to Italija, možnosti za boljše izobraževanje, boljšo zaposlitev, boljšo prihodnost. Nekateri otroci imajo tudi visoke aspiracije za prihodnost, želijo se doseči nekaj več kot njihovi starši, vsaj nekaj takega kot njihovi sošolci, njihovi uspešni,
predstavniki njihove skupnosti etnične in tako naprej. Večina jih želi ostati v državi kot odrasli, dobro, nekateri želijo zapustiti državo, v katero so prišli starši, ampak zanimivo, ne želijo se vrniti v državo izvora, temveč recimo želijo oditi v druge evropske države. Pozitivno je, če torej zaključim, da večina priseljenih otrok ocenjuje, da so nasplošno srečni in da imajo v selitvi dobro življenje. Ta podatek se mi zdi pomemben, tako da probamo v tej luči ogledati te otroke, ki pridejo k nam v Evropo. Torej, prišli so nekam zaradi iskanja, nekega boljšega jutri, boljšega življenja in tudi trenutno imajo občutek, da je njihovo življenje dobro. In to mora biti nekako popotnica za to, da imamo še večjo motivacijo delati z njimi za njihovo boljšo bodočnost. V okviru tega projekta smo izdali tudi nekaj čisto konkretnih, takih praktičnih malih zadev, ki naj bi pomagali učiteljem. Ena izmed teh je tudi priročnik za učitelje, ki ste ga morda imeli možnost videti na enih izmed mizic ob vstopu v to stavbo. Tukaj imam sicer poljsko verzijo, ker smo ga prevedli v več evropskih jezikov. Ta priročnik za učitelje bi izpostavila morda samo to, vsebuje nabor dobrih praks, ki so bile zbrane po vsej Evropi, iz različnih šol, ki pa so jih svetovali otroci sami. Seveda vse prakse niso primerne za naše okolje. Nekateri so bolj primerne za osnovne šole, nekateri za srednje šole, nekateri morda bolj za Slovenijo, druge za Italijo in tako naprej. Verjamem pa, da bi vsaj nekatere prakse bile lahko uspešne za vašo konkretno šolo. Prakse seveda lahko prilagodite vaši stvarnosti, vašemu razredu. Tako da se mi zdi, da si lahko malček pomagate tudi s tem našim priročnikom, glede na to, da učitelji na šolah vsakeč znova izpostavljajo, da jim manjkajo orodja, da jim manjkajo znanja, da jim manjkajo neki priročniki ali pa pomoč pri delu z otroci priseljenci. Druga takšna stvar je aplikacija za digitalno pripovedovanje zgodb, ki je prav tako predstavljena v tem učbeniku, tam je tudi link. Tudi je taka aplikacija, ki omogoča, izražanje bodisi jezikovno, bodisi nejezikovno, lahko samo v oblačkih uporabite eno besedo, dve besedi, za pomoč pri delu in vključevanju otrok. Tretja pa mobilna aplikacija za medkulturno ozaveščanje, gre spet za kratke 3-minutne torej mobile aplikacije, spet zbrane in oblikovane na podlagi zgodb otrok priseljencev. In pa policy briefi, ki smo jih nekako razširjali po ravni Evrope in Evropske unije. Dodatne informacije o projektu lahko dobite na naši spletni strani, lahko pri meni osebno kot koordinacijo projekta, imam je spletno stran in ostale pa še druge. Tako da sem probala biti taka. Najlepša hvala.